Pozdravljeni, sem Nuša Lanšček, stara sem 39 let, sem Prekmurka, trenutno živim na Štajerskem, delam v veganski restavraciji. Moj hobi je, oziroma najbolj se trenutno ukvarjam sama s sabo, ker sem v veselem pričakovanju in veganka sem od leta 2012. Torej, naj začnem tako, da sem že kot otrok nekako čutila v sebi, da taki površen način življenja, ko ga imamo pri nas v družini, da je to le nekaj, kar jaz hočem preseči, oziroma nekaj, kar je pač površno. Nato sem v osnovni šoli, konec osnovne šole, spoznala nekaj ljudi, ki so bili vegetarijanci, in takrat sem imela ene sanje, neprijetne sanje, v katerem sem jaz hodila po travniku. Na travniku je bila ena krava in sem jaz šla do nje in ji zagrizla v njeno stegno. Torej, živi kravi sem zagrizla v njeno stegno. Te sanje so bile mučne za mene, ko sem bila stara, ne vem, 12-13 let. No, in takrat sem jaz mamici rekla: mamica, jaz pa ne bom več jedla kravic. In potem sem se upirala vsemu mesu. Torej, do srednje šole sem pol bila vegetarijanka. Ampak v srednji šoli so pritiski bili tako veliki ze strani učiteljev, staršev, sorodnikov, prijateljev, da sem podlegla. Žal, podlegla sem. In sem jim verjela, da vegetarijanstvo je narobe, ne razvijam se dovolj kot se moji sovrstniki. Zakaj? Zaradi tega, ker ne jem mesa. To so mi govorili, zaradi tega, ker sem pač bila malo manjše rasti. Noben pa ni videl, da to je moja mamica manjše rasti, in seveda sem tudi taka jaz. No, žal, verjela sem jim. Tako sem v srednji šoli bolj začela jesti meso nazaj, ampak v sebi sem vedela, da to ni prav. Da to ni prav, ampak nisem bila dovolj močna, da naredim korak taki, ko sama vem, da je pravilen. No, nato pa je prišel trenutek leta 2005, 2006, mislim, da, ne spomnim se zdaj točno. In začela sem obiskovati tečaj joge. Tam smo zapeli en starodaven zvok mantro Om. In ko sem zapela ta zvok, se je v meni zgodilo nekaj, kar jaz imenujem prvinskost. No, in od tistega časa sem začela več meditirati, od tistega časa sem začela čutiti več sebe in sem, ne bom rekla, da je tisto bil preskok iz mojega vegetarijanstva na veganstvo, ker ni bil preskok, pri meni je vse počasi šlo. Tako da, recimo, če omenim en primer, ko sem pila mleko, sem si vedno mogla dolivati vodo zraven. Torej, z meditacijo sem postajala bolj subtilna, oziroma z meditacijo so moji čuti postajali bolj subtilni in mi je mleko postajalo pregosto. In potem sem nekaj časa to delala, da sem si recimo v mleko dolivala vodo, in pol na koncu se vprašam: Nuša, pa zakaj se slepiš?
stvar je, da ti mleko ne paše, da ti živila živalskega izvora ne pašejo tvojemu telesu. In tako sem na veganstvo prihajala počasi. En indijski modrec pravi, potreben je čas, da iz semena zraste drevo. In ta modrost je meni neko vodilo. In tako je tudi pri meni veganstvo prihajalo počasi. Torej, tudi jaz sama sem se razvijala, da sem lahko postala veganka. Torej, najprej je prišel ta fizični del veganstva pri meni, dobro počutje. Nato sem še odkrivala etične vidike, nato sem še odkrivala vidike to, da ohranjamo planet čist, zdrav za naše zanamce, da ustvarjamo čim manj odtisa. In zdaj vem, da je veganstvo prava izbira in pravi način življenja in ga bom živela do konca. Torej ja, najbolj primerno se mi zdi veganstvo za nosečnice. Pa ne samo za nosečnice. Kot vemo, je Svetovna zdravstvena organizacija je potrdila, da je veganska hrana da je veganska hrana primerna za vsa starostna obdobja. Za dojenčke, za otroke, za najstnike, za športnike, za starostnike, za nosečnice in za doječe matere. Tako da ja, brez dvoma sem tudi jaz veganka, ker to vem, da je edina prava pot za vse, za ohranitev vseh živalskih vrst, za ohranitev vsega rastlinskega sveta, ne nazadnje za ohranitev človeštva. Povprečen Slovenec žal ne ve, kaj se dogaja za stenami klavnic. Žal je tako, da si ljudje zatiskamo oči. Dandanes, leta 2019, so nam dostopne vse informacije, ampak le na nas je, če si upamo naliti čistega vina in pogledati resnici v oči in videti, da je najbolj kruto, če ne spremenimo svoje prehrane oziroma če se prehranjujemo klasično in vztrajamo pri tem načinu življenja. Mislim, da bi bilo veganov več, če bi ljudje bili pošteni do sebe in se informirali o tem, kaj se dogaja za stenami klavnic. Že tako kot je tak znani pregovor, da če bi klavnice imele steklene stene, bi bili vsi vegani. In res je tako. Ob tej priložnosti bi želela povedati nekaj našemu malemu zakladniku, ki se skriva tukaj notri, ki bo to morda gledal čez 5, 10, 15, 20 let. Kaj? Sporočilo je že to, kar celi čas čuti, da živimo zdravo in etično življenje in verjameva, da je to najboljša popotnica, kar ti lahko dava. Vzgajala te bova,
po principih nenasilja ti skušala dati dobre temelje za tvoj razvoj, psihični, fizični. In ker tudi midva sama verjameva, da je to edina prava pot. Mislim, da se strinja, ker miga. Ja. Miga. Potrjuje. Ja, vse se strinja, že zdaj je pameten otrok, že zdaj si pameten otrok. Lahko še dodava, ne? Jaz bi dodal še to, še dalje bova vzgajala sebe. Meni je ta rek všeč. Vzgajajte sebe, ne svoje otroke, ne? Otroci bodo itak posnemali. Aha, točno, to lahko poveš, ja, da sva tekom nosečnosti Kaj? Da so tekom nosečnosti zasledila to, da vzgajate sebe, ne svoje otroke. Ja, to je, povej to. Ja, torej, vzgajala bova sebe, verjameva v ta rek, vzgajajte sebe, ne pa svoje otroke, otroci bodo tako ali tako sledili. Tako da vsekakor bova otroka vzgajala v veganskem duhu, živeli bomo vegansko življenje, zelo se veseliva te nove poti, komaj čakava, da ta sonček pride na ta svet, da bo zažarel ta najin zakladek in upava, da bomo živeli lepo vegansko življenje. Ja, in tudi vzgajala te bova tako, da boš znala videti dobro v živalih, v ljudeh, v rastlinstvu in da boš to znanje širila dalje. In da bo cel svet postal veganski.